dobrodošli na naši zadnji diskusijski kavarni, ki poteka v sklopu iskanje slovenske samobitnosti. Danes bomo spregovorili o domoljubju. Ob besedi domoljubje se marsikomu sprožijo različna čustva. Nekoč so ga enačili s tem, da si bil pripravljen podariti svoje življenje, če si ljubil domovino. Imamo primere starih junaških epov, mitov, mogoče kralja Matjaža, ali je to mit ali resničnost, je resnično živel. Pogledali bomo danes pa tudi, kako domoljubje vzgajamo in gojimo danes. Ga je možno dobiti tudi na naših medmrežjih. Kje je sedaj domoljubje? Ga iščemo v srcih, ga iščemo v medmrežju. Tako da bi spregovorili kar z našimi gosti. Lepo pozdravljam Heleno Bizjak in gospoda Richarda Bizjaka. Gospa Helena, kot profesorica slovenskega jezika, vas sprašujem, kaj domoljubje pravzaprav je in kaj vam danes pomeni? Ja, domoljubje je bilo včasih nekaj povsem samoumevnega. Pri vseh predmetih, ko sem jaz še hodila v osnovno šolo pa v srednjo šolo, je bilo pravzaprav del vseh predmetov, največ slovenskega jezika, zgodovine, umetnostne vzgoje in pa mnogih proslav in pa pevskih zborov in podobno. In spisov z naslovom Lepa naša domovina in podobno. Ampak najprej mu odgovorite, kaj zame pravzaprav je, kaj sem iz tega začutila. Domoljubje je pravzaprav bolj kot pojem, kar danes nekako ga dojemajo bolj kot pojem. To se pravi je čutenje. Čutenje odnosa do svojega jezika najprej, kot vsak narod ima, do svoje zemlje, do bližnjih, do svoje kulture. Torej je na nek način stvar notranjega čutenja. Stvar, lahko bi rekli tudi, ki je povezana z vrednotami, z našimi krščanskimi vrednotami. Najprej bi povedala, kako sem jaz to začutila iz svoje izkušnje, domoljubje, sem rekla, da je zame nekaj, največ tudi za mojo generacijo je bilo nekaj povsem samoumevnega, del življenja, del zemlje, po kateri smo hodili, največkrat bosi otroci, na Krasu, kjer sem vsako poletje preživela pri stari mami in se tam učila domačinstva, kako bi temu rekli. Stara mama je vedno pol rekla, preden sem šla, malenka vosti tukaj pri men, nona smo ji rekli, po primorsko. No, od tukaj sem vam dala tudi na mizo tisto osti jarej. V osti še zdaj pravijo na Krasu. Prosim, jara kača so zgodbe, jara gospoda, pa poznamo zelo star izraz, ampak še vedno je nam razumljiv. In da tam piše, si lahko pogledate tudi v tistem časopisu izrezku, osti jarej je pomenilo ostani mlad, zdrav, pokončan in pomladan tudi lahko. Torej, nekakšen večji pomen so imele včasih besede, kot imajo bolj globji, notranji pomen. No, povedala bi torej to, pokončen, ko sem to omenila. Se dobro, imam še zdaj slike teh praških žena, ko so recimo soseda Valerija, ki je na Dami gor stanovala, imela 5 hčera, in kako so šle v Trst, večinoma je bilo to malo po drugi svetovni vojni so to zaprli, po Ripentabor je bila meja, nisi mogel čez. So hodile pokončno, na glavi z nečko, kot smo rekli, jaz sem rekla kar kronca, mi smo tisto nečko navirali razne žičke in podobno za podkuriti, ampak one so ponosile po ne vem koliko, 10-20 litrov mleka, masla, vse na glavi in to tudi do 30 km do Trsta, da so tam prodale to in dobile nekaj dinarčkov, kot rečemo danes, za prepotrebne davke, ker jih je Italija zelo stiskala, ker ni mogla uničiti jezika, ker so bili res tako domoljubno vse te naše none in pranone
in tudi dedje in pradedje naravnani, ni mogla uničiti slovenskega jezika, je pač hotela ekonomsko, ne. Ampak ob skromnosti in pridnosti naših tehle žena in tudi mož seveda ni šlo. Še nekaj bi omenila, da sem brala v knjigi Kruh in ribe, ker govori o teh kraških zgodbah iz naših krajev, tudi naše Voglje, Vrhovlje, Zabarje omenja. V Zabarjah je bil 1924 zadnji protifašistični shod, ker so Italijani potem ukinili vsa, ne samo kulturna društva, ampak tudi pevska, vse, kar je bilo slovenskega, je bilo prepovedano, ne. Veste, da tudi v šolah so se učili samo italijansko, ne. Ampak niso nam mogli vzeti, je rekla moja nona, jezika in te ljubezni do domovine, do zemlje, nam pa niso vzeli. A mogoče ste se zaradi tega odločili, da greste študirati slovenščino in na koncu tudi v šoli poučevali slovenski jezik? Ja, lahko rečem, da je to tudi gotovo bil en notranji vzrok, za katerega pravzaprav niti nisem razmišljala. Rada sem pisala pesmi, recitirala na proslavah, naše domoljubne pesmi. Proslav je bilo veliko več, kot jih je danes v šoli, a ne. Ja, napisali ste 3 knjige, tudi s pedagoško vsebino. Ja, sem najprej bi pa povedala, da za domoljubje je pravzaprav potrebna tudi vzgoja na nek način, ne. Danes še to bi rekla, nam pa manjka tudi na Krasu, če gledam, ne, kakšno je stanje. Zunanji sovražnik, fašizem, nacizem, tako ga prepoznaš, notranjega sovražnika pa ne. In ta notranji sovražnik je danes kapital, denar. Prodajajo se posestva, vasi, zidajo se nove hiše, pozidavajo se naše vasi, postajajo tujcem, prodajajo se, seveda postajajo spalna naselja za Tržačane. To je res, da ne znamo več braniti, ne svojega ozemlja in svojega jezika tudi. Ko vemo, da so Etruščani, ko so postali dvojezični, so pravzaprav izginili kot narod, ne. In isto se dogaja na Koroškem, ne. To, kar nam je doktor Perdih govoril o izvoru Slovencev, da smo staroselci, ne, v prvem večeru, to danes še posebej poudarjamo, ne. Ko ste me pa drugo vprašanje dala, da sem napisala 3 knjige s pedagoško vsebino. Vzrok je bil pravzaprav gotovo tudi to moje, kar sem živela, to domoljubje v družini in na kraški zemlji in posod. Ampak prav tisti pika na i vzrok je bil pa recimo tole. Meditacije na Kučanovi gimnaziji, potem je 10 božjih zapovedi in slovenski jezik in pa taki naslovi, a ne, je kriva, ni kriva, glejte. Leta 1995 v učnem programu je bil tudi hebrejska književnost in seveda to je Sveto pismo. Jaz sem teh 5 ur uporabila zato, da sem malo več povedala kot mogoče drugi in sem jih peljala v bližnjo cerkev, ko smo tudi sosedje z vrtovi, naša šola, ne pa njihova, tam v Šiški. In to je bilo preveč, ne, da so me potem dali po vseh teh ljubljanskih časopisih, pa tudi v pismi bralcem in tako. Je trajalo kar od Božiča do Velike noči, dokler me niso sami dijaki, to moram res reči, tudi s pomočjo ene profesorice, ki se je zdelo to zelo grdo, zagovorili in pisali, torej tako, da so objavili pol, šele tretjič so objavili pisma dijakov, a ne, da jih učim dobro, primerno, da so zadovoljni z mano in da imajo tudi radi to, kar jim še povem, recimo v naši deželi, v domoljubju, da poudarjam to ljubezen do domovine. No, potem se je to nehalo. Tako da ste domoljubje v vaši šoli? Na mojih knjigah in v šoli smo to zelo poudarjali, ne. Tudi dijaki so, recimo, pisali pesmice, ne, sami. Tudi domoljubne, pa tudi drugačne. Jaz sem, recimo, si zamislila tudi za seminarske naloge in pa za domače naloge
pa lahko tudi za maturitetne bi to bilo takšne naslove. Ja, še to sem hotela pozabila povedati, da so me dijaki zagovorili in da so potem mi dali mir. Res, tukaj zame so takrat naredili, ker so bili 3. 4. razredi pred prvo maturo leta 95, so zame že naredili maturo življenja, kot se temu reče. Ne? No, in tudi jih imam na sliki v svoji prvi knjigi Sprostitev in ustvarjalnost v šoli. Druga, smo delali sprostitev v šoli, zato in druga knjiga Ustvarjalna pedagogika za 3. tisočletje, so pa njihove naloge, njihovi kolaži. Sem prav pozabila prinesti te knjige s sabo, ampak se jih tudi v knjižnici dobite, če vas bo zanimalo. Torej, sodelovali so pri teh knjigah tudi dijaki s svojo ustvarjalnostjo. Ne? Zadnja knjiga je pa tole Vzgoja za vrednote ali učne ure pod cvetočo češnjo, ki pa upam, da si kakšno prinesla s sabo. Ja, so tam. A so tam, no, torej, če bi mogoče potem pokazali to knjigo, ne, ki je išla pri Socialni akademiji, čeprav samo en del, a ne, 1/3. Naslovi teh nalog so pa taki. Slovenci smo po imenu narod besede. Narod. V oklepaju sveta vera nam bodi luč, domača beseda pa ključ do zveličavne narodove umike. Blažen Anton Martin Slomšek. Druga tak naslov. Se pravi, lahko tudi za eseje, ki se jih pol piše, nekateri s tako težavo. Vsi junaki slovenske zgodovine nekoč in danes. Na primer Matjaž Klandar, Gorjenski punter, o kateri bo govoril Richard Bizjak, 1478 je to bilo, potem Lambergar iz ljudske pesmi, ki smo jih učili pri slovenskem jeziku, Baraga, opismenjevalec indijancev, Klobnehar, raziskovalec afriških plemen, Ognilo, to je vse v oklepaju, to se pol pove, Blažen Anton Martin Slomšek, začetnik slovenskega šolstva, Blažen Lojze Grozde, dijak, Doktor Jože Pučnik, slovenski osamosvojitelj, a ne, in Janez Janša danes kot sodobna kralja Matjaža. To je recimo drugi taka esej naslov. To so primeri naslovov, na katere so vaši učenci na katere pisali? So nekateri, ja, naše naloge šolske, za eseje ravno ni bilo izbrano, a ne, ker morajo to tudi drugi. Jih pa priporočam in upam, da bo gospa Mojca Škrinjar, ki bo nam predstavlja domoljubje na internetu, tudi to dala na internet, da lahko dijaki to še danes uporabijo. Recimo tudi stare naše zgodovine, slovenski svetnik in svetnice od Karantanije do danes. Mi imamo zelo veliko pozabljenih, vsaj 7 sem jih naštela ali 8, pozabljenih svetnikov, po doktorju Šavliju iz Karantanije še. Kje smo Slovenci med prvimi v Evropi, gledajte, Brižinski spomeniki, ustoličevanje vojvod, prevod Svetega pisma, ustanovitev filharmonije, to je vse, tudi gospa Mojca bo predstavila. Prva sirarna in druga lekarna v Evropi, prve fotografske plošče v Evropi, povsod smo bili prvi in danes smo pa tako rekoč žalno govorijo med zadnjimi, čeprav jaz to ne verjamem čisto, se bomo že dvignili. Slovenske slovnice z domoljubnim uvodi in podobno. Dobro, kako pa je z domoljubjem danes v šoli? Kaj menite o tem? Tukaj smo slišali veliko teh naslovov, veliko vaših idej. S čim ste se ukvarjali? Kaj želite tudi, da pride v šolski program? Kaj vi menite? Kako je z domoljubjem v šoli? Ja. Domovinska vzgoja je danes, ali domoljubje je danes zelo zanemarjena v naši šoli. Včasih sem rekla, je bila to del glavnih predmetov slovenskega jezika, umetnostne vzgoje, zgodovine in še česa. Danes tega skoraj da ni, seveda je odvisno tudi od učitelja, vzgojitelja, ne, koliko ima tega domoljubnega čuta, ampak v učnih načrtih to ni poudarjeno. Bela knjiga leta 1996 je namreč to zelo zanemarila. Lahko bi rekli, odrinila popolnoma na rob, samo izobraževanje, skoraj nič vzgoje, s tem je seveda tudi domoljubje odpadlo. Zakaj sem se vprašala? Jaz mislim zato, glede na to, da so mene leto 1995 preganjali, če že učim verouki, ne slovenski jezik, kar smo pa imeli v učnem načrtu. Sem potem ugotovila, da je pravzaprav to
zaradi tega, ker je domoljubje povezano z našo krščansko zavestjo in z našimi krščanskimi vrednotami. Vrednot pa danes v glavnem v šoli ne poudarjamo. Kdor jih od doma dobi, ali pa na podeželju recimo, ker se učijo pri verouku ali pa pri kakšnih skupinah mladinskih, tam to je. Na podeželju je veliko več. Žal, danes v naših večjih mestih tega ni in jih tudi ne zanima. Tako da sem prav žalostna v okviru državljanske vzgoje v 7. 8. razredu osnovne šole je tega zelo malo, a ne? In resnično edini smo, kjer je konfesionalni pouk o krščanstvu, krščanskih vrednotah, ali pa sploh, da bi bil kakšen predmet s to vsebino prepovedan. To še iz časov socializma vlečemo. To je še edina dežela v Evropi, poleg Albanije, ki ima še ta zakon. Takšna je danes situacija in mislim, da moramo v tem smislu narediti en velik korak naprej. Hvala, Helena. Gospod Richard, še nekaj bi pokazala, prosim. Samo še ta zvezek. Poglejte, kakšne domoljubne zvezke imamo danes. Žalostno. Ne gre malo okoli. Same mrtvaške glave. Pa še vendar se prebuja, gospod je prodaja na trgu, ravno danes sem videla takele tudi viteški red svetega Jurija, ki je bil ponovno ustavljen v 15. stoletju v Habsburgu, ampak menda je bil že v 9. 10. stoletju del karantanskega izročila. Ja. No, pa še veda... Po tem izročilu samo da rečem, ne bi šlo za osebno gardo svetega Domicijana, ne? To je slovenski prvi vojvoda, ne? Iz 4. Ja. Ustoličen. Leta 802 je umrl, po 800, ne? Ja. Ja, tako pa še tole, gospod je tu take copate pa majice prodajo za našim panterjem, karantanskim znakom, ne? Zakaj ne bi bilo na zvezku, prosim, takle znak, ne? Ali pa kaj podobnega, ali pa naša zastave, skratka, vse je to lahko na zvezki. Poglejte, karantanski znak je pri Gosposvetskem polju gor na triglifu iz rimskega časa. Imate 2 panterja in lipa sredi drevo. Ta 2 panterja sta pa še iz kretsko-mikenske kulture pomembna mitosa za znamenja, izročila. Ja, panter je namreč po tem krščanskem času pomenil Kristusa, ne? Kasneje. Ki je premagal zmaja, je panter in je 3 dni spal, 3. dan je pa vstal in so vse živali šle za njim, zato tisti nekako kot ogen, ampak to ni ogen, ne? Tak čudovit vonj mamljiv je spuščal iz sebe, da so vse živali šle za njim. To je pač zgodba, ne? Ki je prenesena simbolično tudi lahko na nas, ne? Naše krščanstvo. Tako, zdaj pa... No, gospod Richard, lani je išla vaša knjižica z naslovom Kralj Matjaž, mit ali resničnost. V njej ste na kratko prikazali rast slovenske samobitnosti od prvih začetkov do danes. Mogoče čisto na kratko, kaj vas je nagovorilo, da ste se odločili, da bi izdali to knjižico? To je zelo, zelo stara želja. Mene je vedno, bi rekel, gnala raziskovanje naših korenin. No in te naše korenine, jaz sem že pred več kot 4 desetletji, ko sem bil še zaposlen v službi v našem glasilu, mesečniku, prevedel iz leta 1515 prve tiskane slovenske besede. Levkup, voga, gmajna. Voga v Bogu. In to sem prevedel iz stare nemščine iz leta 1515, ali taki imajo še tle v našem, bi rekel, univerzitetni knjižnici in v Gradcu se nahaja. In tam noter je iz leta 1515, torej prva tiskana slovenska beseda, kot tiskana slovenska beseda. Da ne govorimo o tem, samo mimo grede, da imamo 30 let pred Angleži kompleten prevod svetega pisma od Jurija Dalmatina. Oni imajo leta 1610 in naprej šele. Pri nas je pa 30 letja prej. Pri vsem tem, zdaj smo popolni, to me veseli, pozdravljeni.
Kako je torej naša narodna zavest šla skozi zgodovino z ozirom na to mojo knjižico? Že na prvem večeru je dr. Perdih zelo argumentirano dokazoval in mislim tudi dokazal, da smo Slovenci na osnovi genskih analiz praprebivalci v srcu Evrope. Med prvimi ne moram rekel 5, 2, 3 najstarejšimi rodovno, tako kakor je že neki nakazoval z intuicijo Herder, da je narod, Evrope, Slovani. Potem znani so tudi dokazi, tako očitno, da mi je zelo žal, da zgodovinarji iz naših fakultet so to popolnoma spregledali. Je pa ta, ki je to prevedel pod Justinijanovim žezlom, ko sem že omenil v prejšnjem večeru, Prokopij, živel v prvi polovici 6. stoletja. In samo 2 stavka preberem, kaj je rekel. Prostorno ozemlje, tukaj omenja, naseljuje številno ljudstvo Venetov, čeprav imajo leti danes po raznih rodovih različna imena, vendar so se prvotno imenovali Slovani, Anti. Celo pravi, da so Slovani starejšega kot Anti in Veneti po rodu. To citira na strani 354, dalje vam ne bom. Prokopij iz Cezareje, edini historiograf, ki je bil dovolj pošten, je sicer moral pisati malo po nalogu cesarja v Konstantinopolu, vendar je pa napisal tajno zgodovino, v kateri so jo našli nekaj stoletij kasneje, lepo povedal, kje se je moral malo pretvarjati. Zelo podobna situacija nekje pri nas tudi. To je ena izmed, mojih zanimanj iz preteklosti, ker sem tudi zgodovino študiral na filozofski fakulteti. Drugo, etnološki, na drugem večeru, dr. Umekove, ki je bila tukaj prisotna, je bilo vedenje, da smo staroselci znano vse do 2. svetovne vojne. To se ni tako zakrivalo, kot se zdaj skuša to nekje zakriti. Torej, potem letos tudi praznujemo 600-letnico zadnjega ustoličevanja. 18. marca je padla ta letnica, ta dan. Znameniti dan, a smo ga kje zunaj javno proslavljali, neki tam okoli tega se dogaja. Potem imamo tukaj, da smo staroselci, ne samo to 600-letnica zadnjega ustoličevanja, ker niti ni bilo zadnje. Morate vedeti, da je cesar Karel VI, oče Marije Terezije, na osnovi starega karantanskega prava oktroiral ustavo. Oktroiral ustavo, da je lahko tudi ženska sodelovala pri vladanju. In praktično je bila edina sposobna pri vseh ostalih moških tam okoli njega. Dejansko jo pomnimo od tu tja do izliva do Črnega morja. Vsi narodi jo pomnijo. Potem gremo dalje. Sem prej že omenil, vprašanje se tudi zastavi, kako je to 3. razlog za ustanovitev Združenih držav Amerike, ki stoji na tako imenovani deklaraciji iz Filadelfije. 1776. Jefferson, ki je bil prej kot nekakšen predstavnik tegale prostora v Parizu, je pobral Žana Bodena iz 16. stoletja, ki krasno govori o ustoličevanju. In je rekel, da na ta način se mora izbirati tudi ameriški predsednik. To je, potem gremo spet dalje. To je Filadelfijska listina 1776. Govori se pa tudi tako, vse to priča o tej naši narodni samozavesti, ki ni nobene potrebe, da se izgubi. Treba samo, da se jo osveži. Podatki so tukaj. Tak je to prevedel profesor Kajetan Gantar. On ni zatajil, je na tej strani natančno prevedel, kaj je povedal ta historiograf, ki sem ga malo prej omenil, Prokopij. Potem imamo tako pomen žič. Kaj so bile pa žiče? Sigurno ste slišali. Kartuzija v žičah je prva in dolgo časa edina kartuzija iz Francije, ki je bila pri nas ustanovljena. In je med letom 1390 do 1415, ko je bil koncil v Konstanciji, so se žgali po nesreči v nevednicah Jana Husa, no je pač bil tu v žičah prior, tako imenovan Štefan Makone, ki je bil učenec Katarine Sienske iz severne Italije, znane kneginje, ki je delala osnove v Italiji, da je prišlo do renesanse. Ampak prvo, kar je šlo iz Italije, je renesansa bila ravno v žičah, na ta način se je to razpiralo. Zaradi tega, ker tukaj so tudi prevajali stare spise.
To je tudi druga, kot smo omenili, najstarejša gostilna v Evropi, delujoča. Potem imamo dalje, omenil sem, kako je ta razkol bil v tem času in da so Žiče pomagale, posebno Štefan Makone, da se je situacija umirila. Vse kronane glave so prihajale v Žiče. Cesar nemški, iz severne Italije, iz Francije so prihajali delegati osebno od kralja. In tukaj se je stvar začela umirjati. Temeljni temelj, da je prišlo malo kasneje do renesanse in humanizma, da se ni vse to izgubilo. Potem bi omenil še, imamo tukaj pri nas tako imenovane kmečke upore, punte, smo rekli puntarje. Ne? To je v času upadu Turkov je bilo. Ne? Turki začenjajo konc 14. na 15. stoletje, 16. do 17. upadati, ko so bili potem pri Dunaju od Jana Sobieskega tako strašno potovčeni in malo predtem še pri Sisku so jih eden zelo znan Herberstein, jih je ravno tako spet kot manjšo, bi rekel, vojsko lepo natepo in pognal v reko, da se jih je polovica utopila. No, predtem je pa Jan Sobieski, poljski kralj, prišel na pomoč in rešil Dunaj, rešil vse te dinastije in tako dalje. In za zahvalo so nekaj desetletij kasneje Poljsko 3-krat delili, razkosali. Zgodovina, historija magistra vitae non podestam, to pomeni, se jo ne učimo. Torej, imamo tukaj tudi prvo slovensko tiskano knjigo od Primoža Trubarja, ne, ko so govorili 1551, 1550. In imamo potem malo kasneje, ko sem omenil Dalmatinovo Biblijo, 30 let pred Angleži, so zelo zamujali za nami, ne da bi mi to vedeli in bili ponosni na to. Tako da je, potem imamo dalje slavo vojvodine Krajinske diere de Herzogtum von Krain od Janeza Vajkarda Valvazorja. Njegovi pradedje so prišli iz našega prostora in zato se je on nazaj vrnil kot pravnuk v ta naš prostor. In tukaj nam krasno raziskal, tako da je bil, bi rekel, član kraljevske družine angleške Royal Society Londona. Je bil član, kralj, kot se temu danes reče. Torej, da ne govorimo dalje o Prešernu, ne, njegov 8. sonet, ne vem, naj vam ga samo na kratko samo omenim, njegov 8. sonet, viharjev jeznih mrzle domačije, bile pokrajine naše so, kar samo, tvoj duh je zginil, kar na tvojo jamo, pozabljeno od vnukov vetr brije. In naprej. Potem, kar niso jih zatrle silo v čase, kar raste rož na mladem nam parnasi, izdihla iz solze so jih rodile. Ampak pesnik France Prešeren je tudi zapisal, da je naša zgodovina žalostna, ker jo niso... Vredna dela niso jo budile. Jih budile. In pa mogoče naš sodobni pisatelj pa pravi, da smo Slovenci sploh nimamo svojih junakov, da imamo virtualne junake. Kaj pa na to odgovarjate? Na take virtualne junake bom jaz kar odgovoril, nedolgo tega sem našel Kajuh. Kajuh pomeni ujeda ptica po enem narečju štajerskem. No in on, poglejte, pesnik iz 2. svetovne vojne, ki je nažalost na zelo čuden način padel nekaj 100 metrov svoje domačije, ko je hotel obiskati jo, pravi v Kralj Matjaž je, njegova pesmica. Sicer zgleda, kakor da ni kralja Matjaža, ampak je več povedal in to hočem poudariti. Bradati kralj Matjaž le spi in bo še dalje spal. Njega sploh ni, samo naš strah ga za rešetke je poslal. Za rešetke. Dalje. Matjaž je zagorski rudar, Matjaž je dolenjski drvar, Matjaž je ljubljanski cestar, kako aktualno. Iz Krope žebljar je Matjaž. Ena največjih železarskih Krope so bile, bi rekel, takratnih dejavnosti. Vsak delavec, ki na njegov serovaš pitajo tropti, je Matjaž. Vsak tak je Matjaž. In to je zelo aktualno danes. Pomislite. In kdo je po vaše kralj Matjaž? Kralj Matjaž pa, če gledamo v zgodovino, ni tako fiktivna, izmišljena osebnost. Veste, je temelj je v tako imenovani knjigi, ki je bila izdana tudi v 60. letih, Kmečki punti, upori v slovenski zgodovini, je lepo pove na določeni strani, da gre po vsej verjetnosti za Matjaža Klandra.
Takrat so Turki tle oblegali Ljubljano, dobili od nemških deželnih stanov veliko odkupnino, odpravnino in uderejo po dolino Soče. Zgleda, kakor pravi nekje Bogograf Fenauer, jaz sem ga celo poslušal na Filozofski, je rekel, verjetno so jim dali sugestijo, pojte tja ta palan. Tam je bil pa tako imenovan prvi punt, kar ni res. To je bil upor nižjih deželnih stanov, karantanskih, ker so jim višji deželni nemški stanovi kratili pravice zapisane v urbarjih. Ogromno tega je bilo. In lepo piše v eni kroniki, da so to uporno svojat nejevirni Turki počistili. Krasno piše. Samo je mogoče med klicne, ki ste Klandra omenil, no? Ja. Jaz tudi kot zgodovinar crkvene stroke, ja. Upam trditi, da to gre za Ulrika II. Celskega. Veste kaj, ravno pri Ulriku Celskemu v bistvu, mislite, bi rekel, tega, tako ime, Matijas Korvin, tudi nekje, ne? Ja, ampak zanimivo, je neke paralele so tle noter. Zdaj, ampak govorijo ena, to vi veste, da so eni dokazi bili, da gre za Matija Korvina. Poglej, Matih As Korvin, če prevedemo iz latinščine, je Matej, ne pa Matjaž. To je prišlo, veste, gospod, do tega... Vem, do teh. Do problemu, ne? Kar veliki problemi so, ja. Se strinjam, hvala vam na tem. Ker ne bomo se v to spuščali, ta večer ni temu posvečen. Hvala. Zdaj pa, prosim? Zgodbo o kralju Matjažu povej. Zdaj pa takole, sonetni venec, Primož Jenko ima tudi ravno takole, ne? Tudi v svoji pesmi, kdo se spomni zgodovine, malo svet, komu nepoznane in tako dalje. Potem zdaj... No, če ostanemo pri domoljubju in pri kralju Matjažu in pri naših virtualnih ali nevirtualnih junakih, mogoče katerega junaka bi vi predlagali kot domoljubnega Slovenca? Mogoče tudi sedaj bivajočega, živečega. Poznamo Kekca, to je mlad fant, Kekec. Pa Peter Klepec je mlad fant. Peter Klepec. Imamo kakšnega dobrega, odraslega moškega, bi lahko rekli, je to mogoče kralj Matjaž? Ja, budi domoljubje. Na nek način je vedno to mogoče reči za nekoga, ki ima tako domoljubno, bi rekel, poslanstvo. To sestra nekaj hoče mi povedati. Ja, ne, povej zgodbo o Matjažu Klandru. Ja, Matjaž Klander, to je Matjaž Klander, poslušajte, grem dalje, ko sem prej omenil. Gorenjski puntar, izrecno imenovan Gorenjski puntar. In Matjaž Klander je, ko so Turki tle oblegali to Ljubljano, udarili po dolini Soče in šli na Koroško. Tam naj bi bil pa tako imenovan prvi kmečki punt. Jaz sem poudaril, da gre po vsej verjetnosti za kratenje pravic, ker so se ga udeležili duhovniki, so se ga celo en del meščanov in, bi rekel, pravi otlačani kmetje, svobodni kmetje. V zavesti mi je bilo to ustoličevanje, vse te stvari so bile tako močno v zavesti, da je Matjaž Klander, znana osebnost kot puntar, hitev mimo gradu Žiče, po vsej Kamen, hitev gor in obvestil. In verjetno je toliko ur prej prišel pred Turki, da so ga prosili, po vsem tem kaže, da je imel neko vojaško predizobrazbo, vprašanje kakšno, da prevzame one poveljstvo obrambe pred Turki. In najprej je imel par tisoč nekih prostovoljcev, potem in je tam pri Kokovem, jaz imam knjižnico, ki so jo Italijani in Nemci izdali, imam jo tam, no se zdaj vas ne bom z njo utrujal, v nemščini in italijanščini lepo piše kakao, gakao. Kakorkoli so oni to slišali, so si tako zapisali. In tam je Matjaž Klander na koncu ostal samo 600, v najožji, bi rekel, soteski pri dolini Zilce, pri Kokovem, in 600 jih je bilo, so praktično, tako rekoč, vsi padli. Zanimivo je, ker je v Cerkvici 2 kilometra in prej, v katakombi so našli pred več desetletji vse ostanke, vse lobanje, kar te čudi. Namreč, veste, kaj so delali Turki? Sekali glave, dajali na konje in metali po vaseh, da zastrašujo. Zaradi hrabrih teh junakov, ki so se do zadnjega borili, so jih lepo pustili pri miru. To je, bi rekel, z enim spoštovanjem do svojega bežečega, ne vem kakšnega nasprotnika, ki meče skale po njih tam, ko so plezali gor nekaj v hribe in tako dalje. Tako da Matjaž Klander je, vidite, historična osebnost. Jaz to smatram za slovenske Termopile. Lahko si greste ogledati en film tam Spon imperija, ampak predtem je bil film 300 od istega in tam lepo pove, kako je v klancu pri vročih vrelcih Termopilah. Zdaj je tam 1,5 km stran morje, prej bo pa samo 50 metrov, recimo, če je bilo. Tam se je Leonidas boril z 300 zadnjimi, vse ostale odposlal, da je na tisoče in tisoče Perzicov, tako kot tukaj Turko je bilo 1 proti 20, 30, 50 in celo pravi 1 proti 100 več.
padel in za nas je v spominu ostal kot kralj Matjaž, ki spi pod goro Peco in čaka, da ga nekdo znova prebudi. Hvala. Lepo pozdravljam tudi gospo Mojco Škrinjar. Kaj pa vi menite kot profesorica in nekdanja sekretarka za izobraževanje, kakšno je domoljubje v naših šolah, v naši kulturi, mogoče v naši sredi? Ja, to je pa malce bolj kompleksno vprašanje, ki ne zadeva samo domoljubje, ampak še precej drugih stvari. Jaz mislim, da se je v naši šoli v zadnjih 20 letih kljub umestnim naporom nekaterih vendarle marsikaj podrlo. Ne glede na to, da je leta 1945 se oblast zamenjala z komunistično, totalitaristično oblastjo, je vendarle šolstvo teklo naprej po neki inerciji tja do 90 let. Torej, starejši učitelji so nekako bili tutorji mlajšim in ta tradicija in to se je prenašalo. Bili so tako kot prej, tudi po letu 1945-90 so bili neki ideali, bila je neka korektnost, neka etika v šoli, medtem ko z nastopom takratnega ministra Slavka Gabra v letu, mislim, do 92 in z rahlimi prekinitvami do 2004 je gospod Gaber krmilo naše šolstvo. V tem času so se tako rekoč zgodile prekinitve, pretrganje z tradicijo. Učitelji, ki so nekako držali to tradicijo in bili stebri šole, so odšli v pokoj, prišli so novi, mladi, ki pa tega niso obvladali. Otroci so dobili v glavnem pravice, dolžnosti so bile bolj redke, vrednote so pa sploh izginile. S kratkim obdobjem, kot pravim, leto 2004 do 2008, ko smo poskušali spet postaviti nekaj nazaj, tudi zgornjim načrtom, so se stvari začele popravljati na novo, na bolje, vendar bom obtožila še enega ministra, gospoda Lukšiča, ki je naredil pač vse za to, da je vrednote so sicer prišle neke drugačne nazaj, ampak to so bile vrednote anarhizma in pa nasilja. Če se še spomnite tistega plakata z dvignjeno rdečo pestjo, kri in pest, kri in nasilje. V takem prostoru seveda ni prostora, v takem okolju ni prostora niti za čustva, niti za empatijo, sočutje, spoštovanje in kaj šele domoljubje. Tisto, kar čutimo, v odnosu do svojih družine, do svojih bližnjih, na velikem platnu čutimo do domovine, osredotočenost. Te osredotočenosti je manjkalo tako v odnosih med samimi učenci, dijaki, kakor tudi osredotočenosti do domovine. V letih 2004-2008 so se popolnili učni načrti tudi z določenimi vsebinami, še zlasti z vsebinami osamosvojitvenega časa, vendar to ni zavzemalo cel letnik v osnovni šoli, denimo, kar je pomenilo, da so v bolj ali manj fleksibilnem času, razporeditvi časa, učitelji, to je bilo dosti prepuščeno samemu učitelju, nekateri so, drugi niso. Danes imamo pač stanje, da o naši osamosvojitvi vedo naši mladi premalo, da pa sploh se ni delalo nič na domoljubju, na tem delu odnosov. Se pravi, ni samo domoljubje, ampak je celoten spektr, bi rekla, neke pohabljenosti, čustvene pohabljenosti v odnosu, v spoštovanju, v empatiji, v domoljubju. In kaj menite, da se da narediti? Je možno to spremeniti? Na kakšen način? Mukotrpna pot bo. Ne zadošča, da se samo nekaj napiše in nekaj reče, to seveda je veliko premalo. Potrebno je pritegniti zraven učitelje, izbrati tiste učitelje, ki jim je domoljubje kot vrednota,
ki jim je domovina vrednota, ki jim je spoštovanje medsebojno in pa tudi nek odnos do sočloveka vrednota. Ne. Zdaj ne bom rekla, da so vsi učiti slavi, Bog ne daj. Pa tudi rekla ne bom, da so vsi dobri. Smo različni ljudje in če seveda zlasti ni tiste glave, ki bi učitelje usmerjali, to pa so ravnatelji in pa zlasti minister, potem se ni čuditi, da se deve ne grejo naprej. Možno je, mi smo poskušali če bom lahko, potem bi pokazala to spletno stran. No, to je ta spletna stran. Na tej spletni strani smo naredili najprej koncept za medpredmetno vsebino domoljubje, to je tako rekoč učni načrt. Nismo rekli, da mora biti domoljubje nek predmet v šoli, ampak da se domoljubje lahko pojavi pri kakršnemkoli predmetu. Ampak da ne bi pustili tako stihijsko, smo pa pripravili na takle način. Povedali smo načela, da je medpredmetno, cilj pa je razvoj domoljubne zavesti pri vseh učencih in dijakih, razvoj kulturnih kompetenc, kritičnega mišljenja, empatičnosti, tovarištva, pripadnosti in ponosa na domovino in pa poznavanje menikov, ki so v zgodovini vplivali na nastanek slovenske države, ter povezovanje današnjega stanja s preteklostjo, kar pomeni, da so vzroki današnjega stanja v preteklosti. Potem so pa rekli, da mora biti to le nekako sistematično in smo rekli, na 3 obdobje smo razdelili, september, oktober smo postavili predvsem slovesnost na prvi dan šole, vrednota znanje, himno, zastavo, pa knjigo, ker veste, da prihaja Trubar, torej 30. in 31. oktober, in takrat nekje smo rekli na knjigi, na slovenščini pa počiva naša zavest domovinska. Suverenost temelji na kulturi in blagostanju. Ne? Potem smo razdelili, potem smo se lotili naslednjega obdobja, to je november, december, demos pot v demokracijo, plebiscit, sprava, potem februarski sklop, umetnost, kultura zopet in pa priznanje Slovenije kot suverene države in konec šole, maj, junij, človekove pravice, rojstvo države, odkrantanje do Slovenije in simboli države, grb, zastava, himna. Takole smo rekli, kaj vse lahko počnejo šole takrat in dali šolam možnost, da majčkeno razmislijo, kaj se vse da narediti. To je torej koncept. In se je katera šola že odzvala na ta vaš program? Moram povedati, da je tole bilo predstavljeno pred dobrim mesecem. Zaenkrat imam 2 zadevi, ki pa jih še nisem uspela umestiti noter. Potem smo naredili priročnik dobrih praks, vključevanja domoljubja v pouk in življenje, v pouk življenje šole. Torej, to, da šole nekaj počnejo, to je dejstvo, ne? To je dejstvo. Obisk na spletni strani to dokazuje, da se dogajajo zadeve, ljudje to pogledajo, ne? Tule pa imamo priročnik za medpredmetno vsebino domoljubje. Kaj lahko učitelji delajo vsak dan? Poglejte, tu imamo za vrtec, kaj se lahko dogaja, in za osnovno šolo in srednjo šolo, recimo. Če pogledate, recimo, srednjo šolo, dajmo iti na srednjo šolo. V nekem obdobju govorimo o dr. Jožetu Pučniku, ki je temelj novejše zgodovine in samostojnosti Slovenije. Tu imate, kaj je potrebno izpostaviti, potem kakšne možnosti imate za to, da se lahko to naredi in pa tudi povezave. Recimo, kakšen film dobite na tej strani, upamo, da bo delal internet. Slovenska delegacija
No, to je eden izmed posnetkov, ki smo jih naredili, ki smo jih pobrali dol z YouTubea. Tega je zelo veliko. Zelo zanimivi so tisti posnetki o vojni, vojna za Slovenijo recimo. Imate povezavo, tudi veliko tega, ne. Tako da imajo učitelji, imajo vedno pri roki nekaj, ne. To je bil slovesen trenutek, ko se je dvignila slovenska zastava, ne. Še pomnite, nikoli več ne bo tako, kot je bilo, ne. Tega je zelo veliko, si lahko sami pogledate. Samo mečkano. No, kaj je še zelo dobro tukaj? Koledar šolski. Šolski koledar. Veste, da je šolski koledar zelo pomembna zadeva. Tam so gor datumi za maturo, za nacionalno preverjanje znanja, kdaj so počitnice, kdaj je začetek in konec šole. Recimo 2. december. Kaj se takrat dogaja? 2. december je bil rojen 2. decembra je bil rojen dr. France Prešeren. In imate tukaj nekaj gradiva o doktorju Francetu Prešernu in kaj je možno na ta dan delati. V vrtcu lahko naredite tole, v osnovni šoli tole, v srednji šoli pa tole. Upam, da ne bo zdaj vse skupaj dol padel, ne bo. Zanimiv je interaktivni zemljevid. Ne povem, da ta zadeva še nastaja, še raste, kar je pa pomembno, recimo tule, odhod zadnjega vojaka Jolaje Slovenije najdete. Se pravi, ta stvar, ta spletna stran je še v nastajanju in se lahko... Ta spletna stran je nikoli končana zgodba. To pomeni, da se lahko vsi vključimo, sodelujemo s predlogi. Prosim, in to je tudi bistvo, da začnemo skupaj to graditi. Dnevnik Slovencev je namenjen Slovencem v tujini, to zamejstvu in tudi drugje. Recimo gradiva imate tudi tule, nekaj gradiv je gor naloženih že, ampak to pomeni, da jih bomo še nalagali, recimo. Tukaj imate povezave. Brežinske spomenike naložene. To seveda nekaj del je gor, ne pa vsa, ne. Mislim, nikakor ne. To je namen, tako kot Wikipedija, da se to nalaga, ne. Da živi. Da živi. Mladi lahko posnamejo svoj video prispevek, kaj in naj ga pošljajo, naj ga pošljajo, in bo objavljen. Tako. Naj ga pošljajo, recimo, ne. Takole, čakaj sem še mečko, recimo pesni imate, upam, da bo delovalo. No, bi mogla zapreti najprej. Bo. Tukaj imate, recimo, Mati domovina. Mislim, da zdaj ne vem, če imate zvočnike. Ne vem, če se dobro sliši. Čisto varno. Tule bi kakšen mlad nadobuden informatik mi lahko poslal kakšen sklop slik. Življenja pota so različna vsakega od nas. Naj spesmijo se našo, vsaj za hip ustavi čas. Takole. Mislim, da sem zdaj zaprla, ne? Vse, lepo vas prosim. Bistveno je, da so ustvarjamo to stran. Jaz trdim, da če greš ti povedati učiteljem, to pa to delajte, kakšni bodo to naredili, drugi pa ne bodo. Sploh pa učitelji so ustvarjalni ljudje, ki ne marajo, da jim govorimo, to pa to naredite. Učitelji hočejo sami stvari narediti, ne.
In je zato prav, da jih povabimo k tem, dajmo so ustvarjati zadevo. Ravno tako mladi, ne, bi si želeli to. Skratka, povabljeni, dajte si ogledati to spletno stran, pa mi pošljite, se gor imate naslov, tudi info, na ta naslov mi lahko pošljete zadeve. V uredniškem odboru je nekaj ljudi, nisem vam pokazala mejnikom. Kako bi zdaj prišla nazaj na tole? Ja, kar vidite. Pomotoma sem si zaprla. To je krasna baza, je še enih. No. Krasna baza je nekih podatkov. Poglejte, mejniki so tule noter. Te baze je ogromno. Tukaj niso vsi datumi, ki bi se komu zdeli pomembni. Tukaj je nekaj datumov, ki smo menili, skratka, naši zgodovinarji so menili, da bi bilo prav, da so noter, ne. Z gospo včasih smo se pogovarjali o Slovanih, o Venetih, tule še ni nič, ne. So pa pomembne letnice, recimo, ne, od tega Slava Vojvodina Kranjska, vidite, do prve slovenske komedije, kup datumov, no, prvi parnik na Ljubljanici, misionarji, Tabor v Vižmarjih, recimo, Aškrc. Teh mejnikov je, mislim, da preko 200, če ne še več. No. Tule zadaj imamo precej obširno, pa tudi novejšo zgodovino. To je nova revija, tule 87. Letom, 57. slavna nova revija, potem pa Demos in pa Vojna za Slovenijo. Končamo s prevzemom evra. Zdaj bo najbrž nova letnica, ne? 2009, začetek krize. No, upamo, da bo to če kakšna bolj navdihujoča, ne? Dvig iz krize, preboj. Ja, sigurno. Mi smo imeli čudež v Kobaridu, mogoče bo tudi čudež v Sloveniji. Ja, upajmo. Čudež, ki ga nam bo pokazal. Zdaj, če ste med vami pedagogi, vas prosim za vaše prispevke, priročniku ste videli, a ne, vi pošljete lahko tudi učno pripravo, kaj se pri kakšni uri dela, recimo. Če želite gojiti domoljubje pri slovenščini, to najbrž ne bo težko. Če ga želite gojiti pri tujem jeziku, boste naredili primerjavo, kako Američani, recimo, s ponosom zrejo na svojo zastavo in kaj smo mi naredili, recimo, ne. Če želite o domoljubju govoriti pri zgodovini, to sploh ne bo težko, pri geografiji tudi ne, pri glasbi najbrž tudi ne, pri matematiki pa se boste poigravali z evrom in boste zgodovino evra morda lahko obelodanili pri seštevanju, množenju in deljenju, ne. No, poglejte, koliko smo se pogovarjali o tem pri pouku matematike, ne. Ali je bilo to temu namenjeno kakšno poseben dan v šoli? Se veste, v šoli lahko naredite medpredmeten dan, pa rečete, poglejte, tole je rojstni dan Jurija Vege, dajmo se ta teden malce pri vsakem predmetu ozreti tudi na njega. Pa se lahko zgodovinari, pa se lahko geografi in se lahko matematiki in fiziki. Drži? Drži. Najlepša hvala, gospa Škrinjar. Sedaj pa preden nadaljujemo z našimi diskusijami in se boste vi v vaših omizjah pogovarjali, kaj vam domoljubje pomeni in kakšne so vaše ideje, ki bi jih radi predstavili našim gostom, ali mogoče kakšno vprašanje, naj povabim našega gospoda, profesorja Ljubena Dimkrovskega, ki nam bo popestril večer in nam bo zaigral na glasbilo, ki je najstarejše na svetu. Lepo prosim. Ki je zdaj, dokler arheologi ne odkrijejo, kaj drugega je najstarejši artefakt
to se pravi najstarejšo glasbilo na svetu. Verjetno zgodba vam je znana, da ne bi preveč govoril o tem, zadeva je stara kakih 60 000 let. To se pravi, zahajamo v eno obdobje, ki še nismo imeli te zgodovine, ki nas manj ali več vsi žulijo, ne? In ko nam prostori pretesni postanejo, ne? Tukaj govorimo o eni drugi kulturi, nasplošno ne govorimo o kromenjoncih, ampak govorimo o neandertalcih, ne? Ki so kakih 230 000 let naseljevali evropskega kontinenta. To se pravi, da so tudi oni taki Evropejci, kot se mi danes počutimo, če ne še več. Ne? No, zame osebno, čeprav sem Makedonec po rodu, domoljubje do Slovenije in do temu ljudstvu je to, da sem šel na tem področju in da sem to raziskal in svetu tako predstavil, da človek, ki je živel v času neandertalcev, da je imel potrebe po duhovnem izrazu. To se pravi, je izbral najvišjo formo in ta najvišja forma je zvok. Šele potem, ko se je zvok rodil, se druge veje umetnosti. Če vzamemo, da je Altamira v Španiji stara 24-25 000 let, ne? Tukaj govorimo za 60 000 let. To se pravi, da te osebnosti, te neandertalci so imeli potrebo po zvučnem izrazu. Presenetljivo je to, in to se vidi od teh raziskovanj, ki so jih prej imeli. Vse, kar nam je neznano, nekako hočemo ga ponižati, razvrednotiti, ne? S tem, da sami sebe povečujemo. In drugačnost, jaz pravim, da ni ne kvaliteta, ampak je samo drugačnost. In njihova drugačnost je bila v tem primeru kvaliteta, zaradi tega, ker na tem instrumentu se da odigrati vse, kar odigrajo današnji instrumenti. To se pravi, današnji instrumenti v smislu klasike. To, kar vidimo v simfonični orkestri, to, kar govorimo, da so glasbila. No, to bi bilo približno takole malo uvod v temu. Vsekakor se moramo za to najdbo zahvaliti dr. Ivanu Turku, našemu, mene zamerite, če kažem, prvemu paleontologu. Ne, ni paleontolog. Arheologu paleolitika. Ne. Seveda pred njim imamo še Slavkota pa Mitija Brodarja, ki so pa po avokaciji niso arheologi, ampak so veliko stvar se naredili. A če govorimo o dr. Ivanu Turku, pa njegove sistematsko delo, ki je nič ne zaostaja, ampak celo prednjači pred Evropo. Tako da večkrat se nam zgodi, da v Šebreljah, pravzaprav v divje babe, prihajajo cele avtobuse strokovnjakov iz Nemčije, iz drugih držav, da si ogledajo to njegovo veliko delo, ki je tudi eno ogledalo, eno odsev njegovega dela. Evo, to bi bilo. Sedaj pa da slišimo, če ta inštrument igra. To pa je izpita, ne? No, pa dobro, bomo. Doktorski.
začnemo z vašo mizo najprej, pa da vidimo, kaj ste ugotovili, kaj je domoljubje, kaj ga podžiga, kaj ga hrabri. Mogoče kje začeti z domoljubjem, z vzgojo domoljubja, pa mogoče najmlajši mož? Ja, naša miza je ugotovila, da domoljubje izhaja iz medsebojnih odnosov v osnovi in izhaja tudi iz družine, iz nekega toplega okolja, šele potem se lahko uspešno razvije. Pa tudi poudaril bi rad, da na naši šoli, to je gimnazija Jožeta Plečnika oziroma bolj poznana Kačubičeva gimnazija, je naš moto, da v prijaznem okolju do znanja za jutri in je tudi, glede na to, da domoljubje izhaja iz nekega prijaznega okolja, se mi zdi, da naša šola to spodbuja. In tudi imamo socialno delo na šoli, pomoč starejšim in preganjamo nasilje na šoli, kar je tudi znak domoljubja, ker pomagamo našim sodržavljanom, sočlovekom v bistvu. Ampak radi bi pa tudi povedali, da domoljubje ni nekaj, kar je lahko naučeno, ampak mora imeti to posameznik v srcu. Hvala. Mogoče še kakšen iz omizja bi kaj dodal? Jaz bi se oglasil, jaz delam z mladino v športnem društvu Sokol Bežigrad in skušamo ne samo fizično moč, ampak tudi malo kulture pridodati. Imamo kulturno izobraževalne državne večere, ki smo imeli recimo v generalnem majstru. Čez 2 dni bomo imeli na obisku Mira Cerarja. Iščemo ob obletnicah, ki je bilo Trubarjevo leto, smo imeli Trubarjevo obešeno od časa. Kozarjev zemljevid je zdaj že strgan, bomo ga popraviti. Zdaj je 600-letnica, te smo slišali ustoličenja in iščem sliko ustoličenja. V eni ruski knjigi sem videl. Zdaj išče po internetu, dobiš slikce, ki so lepe, mehne, ki povečaš, je pa to zmazek, ne, premalo močna slika. Tako da sprašujem, ali pa to, kar je zdaj domoljubje.si, ki se iščejo ideje, če bi bila nek nabor dobrih slik z močno resolucijo o simbolih, zastava, Triglav, Knežji kamen. To ne dobim dobre slike, recimo. Jaz bi dal to povečati, zadnji sem dal Knežji kamen, to je vse nekje na to me zanima, bom se oglasil preko... Nične velikosti so. Zdaj se bliža 5. dan za spremembe, to je v začetku aprila, ko naš društvo poskušal sodelovati pri prostovoljnem akciji očiščenja okolja pri šoli, četrtna skupnost Bežigrad. To se mi zdi, to so stvari, ki mladim lahko spotoma kaj poveš, pa jih zelo težko je mladim naučiti vrednoto, ker je to napor. Napor je za učitelja. Pri vas profesorca se trudi, pri nas se mogoče sam jaz trudim, ali pa še nek pacijo okoli doma čutijo, rečejo arhiv, zgodovina, domoljubje, niso to rekli, no, to je za starejše, ki bomo mi odrastali, ki bomo že stari, bomo pa so to rihtali. Mislim, ti moš mladmu to pozvojiti, ne? Mlad, če raste v dobrem okolju, bo nekaj niso s seboj. Dobro, najlepša hvala. Mogoče še kdo, ali gremo na sosednjo mizo? Kaj ste pa vi ugotovili, kaj je domoljubje? Smo pa ugotovili vse sorte stvari in sem se kar nekako pozitiv zapisal, kaj smo vse govorili, tudi o domoljubju, ampak tudi o ostalih temah, ki so se danes slišale za vašo mizo. In sicer ena zanimiva stvar je, če kar s tem začnem, po kralju Matjažu, malo polemike, kaj bi dr. Klander, Matijas Korvin in kolega tukaj na moji levi je izpostavil eno informacijo, ki še nisem slišal, da ne bi se ta legenda o kralju Matjažu pojavila že v 11. stoletju. In če je to res, seveda je to pred Matjažem Klanderom in pred Matijasom Korvinom in to potem ne bi držali, sem prosil, če je možno dobiti kakšen vir, pa se bo gospod potrudil. Tako da lahko to zgodbo nadgradimo in mogoče pogledamo, če to ni že ena legenda, ki seže bistveno dlje v korenine Slovencev, v slovenske korenine, lahko že par tisoč let nazaj, kar bi bilo zelo zanimivo. Tukaj smo se pogovarjali o jeziku, slovenski, slovanski jezik in tako naprej v karantani. Jasno, da se je
jezik malo spremenil, ampak v slovenščini, slovenski jezik se je bistveno manj spremenil kot jezik ostalih ljudi in je težko zdaj reči, nekateri bi zagovarjali slovanski jezik, da je bil tako, ker je toliko nazaj, ampak če pogledamo 100-letni ljudi, ko so praktično različne generacije jezik, gre iz enega rodu do drugega in ne vem pove, kdaj je šel jezik iz kdaj je oče govoril slovansko, njegov sin je pa že slovensko začel govoriti, kdaj je bil dan prečon. Potem sem v zvezi s tem izpostavil, ker Antalija vemo, da je razpadla v 12. stoletju, se pravi, in se eni pravi, da ni govoril slovanski jezik, večji nekaj antanski, ampak prežinski spomeniki, ki so pa nastali prepise iz 9. 10. stoletja, 10. stoletja, prepis oziroma original iz 8. stoletja. Se pravi, na podlagi prežinskih spomenikov se je ugotovilo, da je to slovenski jezik, ampak v Karantaniji so to slovansko govorili. Skregana logika. Tudi stara cerkvena slovanščina se je, ki jo mi imenujemo slovanščina, moderni podvoljen izraz, je v bistvu stara cerkvena slovenščina, kot je Kopita, ki je prvi te stvari raziskoval in to možnost in to čast. Dobrovski mu je te spise predal in sam Dobrovski je rekel, lahko ste srečni kranci, kakšne spomenike imate, noben drug. Takrat že Slovani, ker ime Slovani je nastal v 19. stoletju, to je umetno ime. Vse tisto, kar se pod Sklaveni imenuje, se navezuje na Slovene, na Slovence. Seveda pa treba razumeti, da te Slovenci so bili nekdaj zelo razširjeni po Evropi. Vmes so si preselili Srbi, pa Hrvati, pa Nemci so upadali, pa Mađari, pa Bolgari so seveda na jezik popolnoma uničili ali pa ga adaptirali, tako kot Bolgari. Mađari delno prevzeli, Nemci delno prevzeli in tako naprej. Seveda, danes Slovenci smo majhni, včasih smo bili pa zelo veliki, bistveno večji kot kjerkoli narod v današnji Evropi. In druga zanimivost je, če slovanski jezik obstaja res, zakaj se Ukrajinci, Belorusi, Rusi nikoli niso imeli za Slovane. Šele od 19. stoletja naprej, ko je ta izraz umetno nastal. Potem, kar se pa gremo pa že malo na domoljubje, sem rekel, da vsakič začutam domoljubje, ko grem vsakič, ko grem metro Mostovja, ker slišam eno glasbo, ki me niti slučajno ne navdaja s kakšnim domoljubjem, ampak pečno z obratnimi čustvi in se sprašujem, kakšna zasluga je današnjega župana Ljubljane za to, da posiljuje mimoidoče pa turiste s tako glasbo. Ne vemo tam, od kjer izgleda, zakaj je tle. Prva stvar je, če hoč bi domoljubne, je, da se domoljubje tudi drugim kaže, se pravi tujcem, turistom in tako naprej, ampak v tem primeru se ne se posiljuje namerno in načrtno iz enih krogov eno drugo kulturno okolje in s tem uničuje domoljubje. Kaj ne pa recimo, da tujc pride, posname to, kaj nisi pa mislil, on je to v Sloveniji videl in na koncu z Balkanom poveže, jasno. In take drobne stvari je treba spucati in dati je mesto tam, kjer jim pripada in slovenski kulturi, po slovenski glasbi, mesto tam, kjer jim pripada. Posebej v samem središču, pojte v Beograd, pa boste videli, če bo tam harmonika slovenske pesmi igral, pa koliko časa bi ga gledali, mislim, da bi hitro to novo vrne. V Zagrebu in pri nas se pa to ne zgodi. Jaz tako ne mislim in vem, da je drugače, ne? Ja, to sem povdaril, da sem jaz na to misel prišel. Potem gospa je povedala, oziroma izpostavila besedo domoljubje in izpostavila to, da je sestavljanje iz teh delov, iz dom in ljubiti. Kar je pa zelo pomenljivo, se pravi, če je besede dom sestavljeno, izhaja iz same besede dom, družina in se nadgrajuje v širši skupnosti, v vaški skupnosti, v kraju, v deželi in vse zadnje konča pri narodu, ki čuti ena skupna povezovalne momente. Domoljubje pravzaprav se začne pri vsaki družini in pri vsaki družini ne se vzgaja. In se mora vzgajati, če se v družini tega ne dobi, šola lahko nekaj popravi. Vsak od nas je seveda en bolj nagnam
eni stvari, drugi in tako naprej. Nekateri smo k temu domoljubju bolj nagnjeni, nekateri so pa pravzaprav kontra nagnjeni, delajo namerno tako za proti. Potem je bilo slišati tudi, da domoljubje, nekdo je povedal, da domoljubje se včasih menilo oziroma štelo to, da si se bil pripravljen za domovino žrtvovati in da si dal življenje za to. Gospod, nekje je bilo slišati, da to ni nujno v redu, da je mogoče boljš se ne žrtvovati in ostati živ, ampak na drug način kot živ žrtvovati oziroma dejstvovati za dobro domovine. Je pa seveda tudi vprašanje, če te nekdo napade, pa če se ne braniš, koliko časa se lahko bojiš. Vemo, da recimo Slovenija vsaj danes ni velika, ko so Italijani napadali Primorsko, so sicer lahko bili domoljubni, ampak če bi to trajalo, je trajalo v bistvu 20 let fašizem in se ni smelo slovenske besede slišati. Ampak če bi to trajalo 50 let, 80 let, tihi upor ne bi pomagal. V bistvu je bil upor z orožjem, tudi v živalskem svetu je tako. Vsaka napadena živo bitje ima pravico, da se boji, da se obrani. To je osnovna božja lastnost ali pa poslanstvo, ki jo ima vsako bitje. In če to upošteva, se bo obranil. Če se bo potrudil, ga bo lahko drugo bitje v bistvu uničilo. In to je problem isto pri jeziku in isto pri narodu. Seveda je včasih pametnejš odnehati. Vojna lahko traja samo 1 leto, samo 2 let, samo 5 let ali pa mogoče 20 let, če traja več, pa zelo velika nevarnost je, da umreš oziroma da te uničijo. Hvala. Mogoče še gospa, ja? Jaz bi rada sam povedala to, kar ste rekli. Se oziroma to, da smo kvartet pele in hodimo po svetu, se v prostorih Evrope dogajajo v istem na trgu različna glasba, ne se pravi različni narodi se prikažejo, ki pripotujejo tja ali pa so živeči tam in se mi zdi, da je to nadgradnja imeti slovensko noto v osnovi in dodati sem in tja še kaj zraven. To pa, da gospod Jankovič pa forsira nekaj, to je pa jasno. Bi še povedala glede slovenskega jezika, ker Rudolf Steiner in Valdorska pedagogika gojijo pri otroku 12 čutov, ne samo 6, kot jih mi, in eden od njih je tudi čut za jezik. In so prišli k nam prvič ti ljudje iz Švice in tako dalje, ko se je še začenjala ogrevati Slovenija za to pedagogiko in so rekli, pa ljudje, a vi sploh veste, kako fantastičen jezik imate, kako je živ in kako mora biti star, da ga lahko vedno znova in znova na novo oblikujete. Tega se moramo zavedati. Samo še besedo. Včasih bi dopolnil tele, ki je bil govor, recimo, ko se je pogovarjalo, samo besedo kratko. Zakaj recimo so včasih pripravljeni vred za idealo, za domovino, da so rekli za cesarja, ker so bili duhovne vrednote veliko bolj žive. Rejte, če mlad človek, recimo, ki se ga ne vzgoji v duhu, da je ponosen na svoje starše, na svoje prednike, si zelo hitro v takšni družbi poišče neko umetne idole. To je lahko zelo sodno za njegov osebni razvoj in vsi zdravi način. Poglejmo naše sosedje Avstrice, kako so ponosni na svojo zgodovino. In zakaj so včasih recimo naše prednike v Avstriji pripravljali ali pa še prej ne umirati za neke više cilje? Zato, ker se morajo ljudje mladi in starejši zavedati, da smo vsi skupaj tukaj občestvu živih in mrtvih. In to je tisti temelj, da ti tudi recimo naši predniki, da se recimo krvni predniki zlasti, od družine pa naprej tega naroda, ki sega recimo čisto mogoče do Baltika. Tudi te duhovne sile pomagajo lahko človeku do svojega cilja. Tukaj je recimo, da začutiš duhovno svine, drabiš še nekaj več predznanja kot tam. Zdaj pa hočem recimo samo to bi zaključil,
Kako je pomembno, da mi znamo recimo v Sloveniji poiskati, kaj pomeni panter, da se ga predstavi. Ne samo kot nek fašistoidni simbol mogoče, ampak tudi kaj pomeni, da smo Slovenci tudi imeli, da smo našli temeljnemu srcu izrazili, recimo tudi viteške red, ki izvira Domiciana in tako naprej. Veliko stvari je takih, ne samo, da smo ponosni, hvala Bogu, da smo ponosni na Matjaža, bom rekel, na kmečko okolje in tako naprej. Imamo pa tudi, bom rekel, plemstvo, imamo pomembne družine, da smo enakovredni, ali pa mogoče še celo veliko predoločenih narodi. Ampak to je pa že stvar vlade in pa politike, da se tudi za to zanimamo, ker če nam recimo ta država, pa da bomo enotni, če ne bomo enotni, takrat pa se timo lahko vsak zlomi. Če pa gre v pest, pa za zdravici, pa ne more tako. Tukaj so tiste, to je tukaj domoljubje, kjer bom rekel, da gradi na teh prednotah tudi za prihodnost. Vprašanje še prav vsi interese, da smo enotni. Mislim, da ne. Glede na gospodi še govoril, se absolutno z njo strinjam, jasno, da je fajn, da nekam prideš in tudi druge v Evropi je sliša tako musko, veliko domače, pa še sem pa kaj pestega, kaj ostalega. Pri nas se mi zdi, da je veliko drugače. Veliko obratno, se sliša sem pa kaj kakšnega irca, pa kakšnega tujca, pride pa odpojeni, ne vem, mogoče 2-3 ali pa mogoče 1 urco, 2, se ne stojim tam, ampak kadarkoli grem, pa hodam veliko. Skozi en isti band iz juga igra, ampak sem pa kaj, pa še kaj drug. Kot da bi bili oni tisti, kot je gospa rekla, tisti domač, ansambl, vsi ostali pa malo popestrijo. Jaz pa ne vidim, da je bil to domača glasba. Jaz vam slavim, da bi bili slovenske bende, ne? Vem, da se mi razumeš. Pa pomisli, kako je ta Samo to, da smo rečisti, da je prvo smo odgovorno, ne se razumemo, da še ja, da sem malo še prej, gospodična prej, da je nekaj. Ja, glede na to, kar sem slišala besedo, da je treba to skucati. Glede na to, da me to spomne nekako na kakšna taborišča, pa kaj podobnega, se mi zdi to zelo negativno. Če te nekdo posiljuje z nečem, no, tudi beseda posiljevanje se mi zdi nekam neprimerna za to temo. Kako že? Dobro se da se zgojili v šoli z enimi metodami, ampak to je dejstvo. Če nekdo k meni pride v stanovanje, pa počne stvari, ki jih jaz nočem, nima pravice, mu jaz ne pustim, da tam nekaj dela, kar hoče. In jaz mu ne omejujem, da on pri sebi doma dela, kar hoče, lahko. Ima vso pravico. Ima nekdo pravico posiljevati mene, mojo družino, moj kraj, moj narod, z eno tujo stvoro, ki jo v bistvu nekdo noče. A ne? Ampak, a mislite, da bi podoben odnos imeli oni do vas v svoji državi? Ja, jaz predlagam, da greste v Beograd ali pa v Zagreb, pa to sprobate na lastni koži, igrate tam dan za dan eno tujo musko, ki gre, boste videli, če vas najo vsa odnesel, vas bojo pa v Donavo. In vrgel noter, pa lahko rečete karkoli. Kakšna beseda je to, kakšna je juna, ampak jaz poznam, da v bistvu pri nas se vzgaja in govori, kakšni moramo biti, pa kakšni smo. Vse okrog bi mogli pogledati tujce in Hrvate in Srbe in Nemce in Italijane, oni to čist drugače gledajo na svoj jezik. Pri nas se govori, koliko je treba, oziroma v šolah se uči, kar je zelo zgrešeno in zelo narobe. Vse je vsem, kakšen jezik govorim. To danes ni več pomembno. In to se je zažrlo v kosti šolarjev, v bistvu se to vzgaja v točno preštudirano, v točno najbolj nežnem, najbolj občutljivem obdobju šolstva, tako da se tem šolarjem, ko odrastejo, to zadečno ostane v glavah. Ampak pustite še nje, da povem, mislim, da razumete, kakšne posledice ima tako razmišljanje. Naprimer, nasilne posledice, kot je ksenofobija, ki se konča v nasilju fizičnem, psihičnem, seksualnem in smrti. Tako da jaz mislim, da bi mogoče spremenili mišljenje, ali pa brez ne, da več to bi blizu enega neonacista. Jaz bi predlagal, da te stvari, ki se govorijo glede, to je čisto liberalistična tendenca, se vem. To učijo in človek, ki je pade pod ta vpliv, ne more biti drugačen in je pravzaprav narobe, da je tak.
In če pogledamo samo to, kar sem prej izpostavil, vse kakšen jezik govori, pa to je največji genocid, kar ga lahko nekdo povzroča v šoli in narodu. To je nekaj najslabšega. V bistvu med Hrvati tega ne boste slišali. Med Srbi tega ne boste slišali nikjer. Med Nemci, med Italijani, med nobenim evropskimi narodi tega ne boste slišali. Če svojega jezika ne govoriš, kar nič drugega ne povem, bod toleranten do drugega jezika in že pripravlja dolgoročno en teren za to, da boš ti z lahkoto sprejel vse drugo svoje pa pozabil. In ko bo sprejel vse drugo svoje pa pozabil, bo na konc prišlo to, kar se je na Koroškem. Sprejemanje razlike še ni pozabljanje svoje identitete. Ni fora v tem, da se učimo, da smo vsi enaki, ampak da sprejemamo razlike. Seveda jih sprejemamo. Taki tiski zgodovine pozna. Mi smo se govorili o socialnem vidiku domoljubja, o ljubezni do sočloveka, da si pomagaš, da si tovariš v nekem smislu, ne? In to ne pomeni samo do, državljana, do tistega, ki naj bi bil dober, ki si Slovenci, si Slovenci, da ti pomagal, če pa nisi, pa ne. To ne pomeni to. Govorim o jeziku. Se ne govorim o narodu. Jaz govorim dejansko, kaj se v šolah uči. In ni prav, da se uči take stvari, zato ker, če smo Slovenci toliko naivni, in ta naivnost nas je prepeljala v majhnost, narodno majhnost in majhnost v glavah. Če so drugi, moramo pa pol pogledati... Mogoče se gospodiča ne strinja z vami, da ste v šoli, kot je ona rekla, se ne učijo to, podpirajo vrednote pa jezik, mogoče bi pa še na kakšnem drugem področju... Samo dejstva so drugačna. Velikrat opažam, da se eno govori v določeno, s točno določenim namenom, ki ga ne povejo, učinke ima pa zelo, zelo negativne. In če hočemo zdravi ostati, pri zdravi pameti, se ne moramo več kaj pogovarjati, kakšno ima kdo mnenje, nima veze. V Sloveniji je že toliko sprijano, pa toliko zamešane stvari, da ne moramo nič prideti z našim mnenjem naprej. Poglejmo za to drugom v Evropi. Mogoče še vaše... Ostali in drugi pa niso tako skvarjeni, kot smo mislili. Še vaše... Jaz tako pravim, skrb za jezika moramo mi imeti sami. Zato, ker s tem, da smo šli v Evropi, oni so nam zagarantirali slovenščino kot tako, ampak negovati je moramo mi, ne bojo oni negovati. Samo? Ne? To je prva stvar, zaradi tega, ker je to naš jezik in mi ga moramo negovati in če ga mi ne govorimo, drugi ga lahko spoštujo, ampak... Samo govori za mehanizme, kako je treba zavarovati jezik, da ne bo... In se nekaj moramo sprijazniti. V to družino, ki se Evropa imenuje, smo enakopravni člani vsi in imamo pravico početi izraz, kulturni izraz, ne glede, kje smo. To je že Hvala, gospa profesorca, ja? Ja, no, mi se večkrat pogovarjamo s kolegi, s kolegicami v zbornici in moram reči, da zadnjič sva s kolegico za slovenski jezik govorili, da imamo pri slovenskem jeziku in pa pri zgodovini učitelji kar veliko dela in velike napore moramo vlagati za to, da pač dijake za to pridobimo, kajti vemo, da družba je trenutno bolj tujim jezikom naklonjena, recimo angleščina prevladuje in gre lažje kakor domači jezik, ali pa recimo vedenje o zgodovini, kjer pa tudi ni kaj preveč družba temu naklonjena, tako da pravi sodobna družba, važno je, kar je in kar bo, kaj pa nas briga zdaj, kar je bilo, tako da se malo to zapostavlja in da moramo prav z enimi občutki delati in se iskati, kako jim bomo kaj o naši preteklosti povedali, da bodo vsaj znali zastopiti sedanjost in nekaj predvidevati o prihodnosti. Tako da zadnjič, ko sem jaz razlagala tukaj o tej zakarpatski teoriji, sem tudi to teorijo zagovarjala, glede na literaturo Grafenauerja na Štiha, mi in jaz konkretno in seveda tudi omenim te možnosti o venetski teoriji, o
skandinavski teoriji, kot sem rekla, ali recimo tukaj je v misteriji, sem kolegici prej dala fotokopijo, tudi o enem članek, ki govori, kako smo bili Slovenci tukaj najstarejši. Tak, dost zanimiv članek, nas celo jezik primerja sanskrtom, hebrejščino in podobno, recimo beseda veda za znanost, da je povezana z indijskimi vedami in podobno. Tako da trenutno mislim, da okolje ni najbolj naklonjeno zgodovini. In tudi na maturi je zgodovina povprečna ocenja najnižja med predmeti. In o tem sem tudi enkrat na seminarju nekaj rekla, da se mi zdi, da je morda to celo iz ozadja, ki je tako forsirano in tako pač usmerjeno, da naj ne bi ljudje preveč vedeli o svoji preteklosti, se potem ne bodo zastopili niti sedanjosti. Hvala. Še gospod je tam v zadju, ja? Pri nas so pojmi pravzaprav predvsem pomešani, zmanipulirani, zavedeni. Če se omejim samo na domoljubje, potem je treba vedeti, da domoljubje ni egoizem in ni šovinizem. Ker pri nas ga prikazuje, kot da to je, ni čeprav domoljubje in to ni. Hvala, gospod. Jaz sem to mislil reči pri tej debati, v našem društvu imamo te nastope, vsako leto priredimo velik nastop, da je en zadolžen za pripravo orodje, en za točke, en za gledalce, en za musko. In musko so zmeri dali tam mladi samo angleško. Pa smo pa samo upozorili, a nismo vidne Slovenci, pa bi dal slovensko in takoj, zdaj to on ve, samo upozoriti je treba. Tako da jaz mislim, da šola ne uči, da bi mislil angleško zdaj, ampak mi je pa enkrat rekel en mlad, je rekel, kaj se tako boriš za slovenščino, bomo pa angleško in tako bomo lahko delali. In zdaj moš to, kako dopovedati eno mladu, da to ni čisto ena, to je napor, kako ste vi rekla. Pa je pa še ena, jaz sem skozi delo v vakuumski tehniki in po društvu izdajamo revijo Vakuumist in nas je naš učitelj, dr. Gasparič učil, rekel, da je bilo, pa bo revija v angleščini ali bo v slovenščini. Ali bo samo abstrakt v angleščini, v slovenščini in je ustrajal in nas je tudi navadil, s svojo, bi rekel, prizadevnostjo, pa voljo, da moramo v slovenski tehniki imeti slovensko revijo. V slovenščini, čeprav ni cenjena in jo pravzaprav moramo dodatno financirati ne službostno, ampak zato, da slovenskim ljudem dajemo v slovenskem jeziku svoje znanje napravljeno. Tako, da vsak na svojem področju, na svojem predmetu, lahko na primeren način to pomaga delati. Ja, najlepša hvala. Sedaj bi se, še čisto na kratko, preden gremo na omizje. Jaz samo to povedala. Mi smo bili kot gosti kulturnih programu na dosti visokem nivoju raznih prireditev, povem, da se ni slišala slovenska beseda, tudi dober večer ne. Vse je bilo v angleščini, katastrofa, na Bledu. Da ne govorimo od slovenskega predsednika na vzdolju. Eno slovensko besedo niso spregovorili in celo mene kot vodja te skupine, pač ta kulturni animator je prišel do mene in mi je rekel, a bi kakšno v angleščini zapel? Ne, sem rekel, sem slovensko bomo pel. In tako, da smo nekako edini na tem mednarodnem simpoziju, ki je bil, edini smo bili mi, ki smo dve slovenski pismi zapeli. S tem, da so nas do zadnjega trenutka prepričevali, naj bi nekaj angliško zapeli. Čestitke. Ne, toliko, da to malo prej je gospod rekel, nisem še to. Žalostno je za majhno številna ljudstva, kot je slovensko ljudstvo, da ne negujejo to tudi do visokošolske izobrazbe, tudi do doktorate, zaradi tega, ker en dan to ljudstvo bo postalo glede besednega zaklada, ki samega jezika pele v višje sfere, zelo na nizkem nivoju. In če danes zahtevajo doktorate samo v angleščini, in jaz sem imel eno pač
objavil v Oxfordu in v Berlinu in so rekli, ti imaš mednarodne objave. Pa kaj, če imaš mednarodne objave, zakaj pa ne bi tukaj objave delali? Dejstvo je. Pač pot me je tako nanesla v arheologiji in vsi arheologi, posebej mlajši, hočejo v angleščino zunaj objaviti. Ja, hvala. Gospod Čen, žalostno je, ker je gospod rekel, da se sprašuje vse, če ne bomo slovensko govorili, bomo po angleško, vse. Spet vse v katerem jeziku govoriš, kar je katastrofa, danes se dejansko mlade tako vzgaja. In drugi tega ne vzgajajo na ta način, ne Italijani, recimo Italijani imajo uradno tudi angleščino v šolah, ampak oni, če se z mladimi pogovarjaš, okrog 20 let, ki bi mogli angleščino takole znati. Jaz sem nekaj so hotel imeti od mene, da bi se prej prišli pred mano na vagon. In sem videl, kaj bi hotel točno povedati, nisem hotel razumeti, sem rekel, govor angleško. Posel pa iskali enega mladega, med 20 mladimi ljudmi so iskali nekoga, ki bi znal angleško. 20 let stari Italijani. To pomeni, kaj to pomeni? Pri nas mlade ljudi šopajo z nemščino, z italijanščino, z vsem tem, kar je zelo narobe. Toliko jezikov se učiti. Zakaj tudi drugi jezik narodi Italijani pa bremzajo to učenje drugih jezikov? Mladi čim manj znali jezike. Ja, hvala za vaše mnenje. Se lahko repliciram na to. To me zelo boli, če lahko repliciram na gospoda. Glejte, sem jezikoslavec. Jezikoslovka sem. In teorija, da če se veliko jezikov učiš, da je to slabo, pade. Dokazano je, da ko se majhen otrok uči jezikov, se lahko jih uči veliko. Več kot tujih jezikov znaš, takoj naslednjega se laže učiš. To pomeni, če poznaš recimo angleško, potem se nemško laže naučiš kot drugi jezik in še laže potem nizozemsko recimo ali pa dansko in francosko. Glejte, sem mečkar. Učila sem se na Šubičevi gimnaziji latinščino, angleščino, francoščino in fakultativno nemščino. Ste opazili, da je moja slovenščina zaradi tega, kaj je slabša? Niste. Zato, ker sem tudi ob tem napisala najboljši spis na maturi za slovenščino. Znati veliko jezikov, objavljati v tujem jeziku je seveda prednost. Potem pa vse te objave je pa treba tudi nujno v Sloveniji objaviti v slovenščini. Ljubiti svoj jezik ne pomeni se odreči tujim jezikom. Ne bom pa pozabila tega, kako sem prišla na Kitajsko, v Šanghaj, kjer se je razlegala kitajska pesem. In jaz seveda nisem prišla poslušati angleških pesmi na Kitajsko. Ker sem prišla na Kitajsko, če hočem slišati angleško pesem, grem v Anglijo. Me je pa presenetilo, kako so vse kitajske lutke v trgovinah z oblačili z evropskimi obrazi. Vidite, to je tisto, kjer se nekje naša razmišljanja srečajo, pa tudi krešajo. In razumem mlado kolegico, kaj je želela povedati. Jaz mislim, da ni želela povedati, da ne mara slovenščine, ampak je želela samo povedati, da je prav, da poznamo tudi tuje jezike. Samo tam. Ja, še dve repliki, še tvoja, pa še kar izvoli. Glede slovenščine, recimo, ko ste govorili o glasbi, da je angleška, vem, da glasba je tako vezana na kulturo, kakšna bo glasba je odvisna od tega in potem, če te všeč, določena glasba ne boš ti dobil v vsaki državi, v vsakem jeziku, ampak boš ti pač izbral iz ene države, iz ene kulture v enem jeziku in boš to poslušal. Recimo tudi, kar se tiče pol, kako je prednost to, da znaš ti tuje jezike. Tudi je prednost, ker potem, ko se zaposluješ, zdaj je trg v glavnem tvoj in to je situacija, zato je prednost in če bi mi v bistvu naredili, da bi bila tudi slovenščina uporabna dejansko in da bi potem to, če bi ti zelo dobro znal slovenščino, da bi že samo s tem lahko uspel v življenju in ne vem, ko se počel, potem bi se dali
Hvala. Še prijatelj, ja? Povedati, da ne smemo imeti znanja tujih jezikov za slabost, ampak moramo tukaj našo prednost. To v bistvu nas nekako, lahko bi rekel, temu poveličuje nad kakšnimi drugimi narodi, ki ne znajo tujih jezikov in nas naredi bolj fleksibilne, ampak seveda pa ne smemo zapostavljati slovenščine. Najlepša hvala. Ja, zdaj bi zaključujemo. Samo stavek bi povedal, recimo to. Stavek. Zelo dobro, to bi zelo všeč, pogledajte. Je pa kaj gospod rekel, recimo, ne da bi stavek. Ja. Gledajte, recimo primer Ljubljana, metropola Slovenije. Dejno določene stvari zakonsko, gledajte, ker se bo politika začela, je treba malo vprašati ljudi. To je pa samo stvari politike. Se pravi, če pride turist v Slovenijo, seveda hoče slovenske prednosti poslušati, recimo Ljubljani. Slovenska zgodba ga zanima, slovensko izročilo, slovenska pesem, to tisto treba ločiti. Najlepša hvala za vaše mnenje. Tako da počasi zaključujemo, pa bi predala kar besedo našim gostom, glede na to, da ste slišali, da je bila debata živahna, če bi naredili povzetek, kaj je domoljubje, kaj vi mislite, da je tisto pomembno, kar moramo krepiti, kar moramo poudarjati. Mogoče Helena? Ja, jaz kot profesorica slovenskega jezika 30 let, pa napisala sem tudi 10 knjig v slovenskem jeziku, 5 za otroke, 3 za pedagoško vsebino, eno o živalih in eno o zdravju, je v naših rokah in nogah. Torej, z različnih področij strokovno in za otroške in poznam različne vrste jezikov slovenskih, bi rekla to, da domoljubje je najprej prvi vrsti ljubezen do lastnega jezika in da ga moramo zakonsko zaščititi, kot je gospod povedal, pa tukaj gospod Ljubej, pa tudi on. S tem ne pomeni, gotovo smo pa lahko ponosni, ker smo Slovenci majhen narod in eden izmed narodov, ki obvladamo največ jezikov. In smo izredno bister narod, ne samo za jezike, tudi drugače, izkazani na mnogih področjih, a ne? Žal pa, se pravim, ne znamo zaščititi niti svojega ozemlja, kot sem za primer Kras povedala, in s tem tudi ne svojega jezika. Za to ozemlje so v prvi svetovni vojni 12 ofenziv je bilo, v vsake je bilo 20-30 tisoč mrtvih in smo obdržali to ozemlje. Tudi pod fašizmom so naše žene, ne bom samo moški govorila, so naše žene odhajale v Aleksandrijo, da so tam dojile, ali so bile pa tudi guvernante ali pa celo v višjih slojih dvorne dame. So pomagale, da so ekonomsko zdržali ti kraji zaradi Italijanov, ki so jih hoteli ekonomsko uničiti, še se ni dalo drugače. To je res bilo tisti zunanji sovražnik, zdaj pa imamo notranjega sovražnika in mislim, da moramo zakonsko zaščititi svoj jezik in s tem bomo tudi svoje ozemlje in to je začetek pravega domoljubja. Najlepša hvala, Helena. Gospod Richard? No, jaz sem imel prej eno rahlo repliko, ampak ne vem, na vse se da vedno kaj reči. Tole, kar je bilo prej omenjeno, brežinski spomeniki. Brežinski spomeniki, toliko se zdaj ve, sigurno. Se popolnoma strinjam, niso okoli leta 1000, to je prepis prepisa, to je 100%. Par stoletij pred tem. So edini spis v Evropi v tistih stoletjih, tisti, ki so raziskovali, ki imajo strukturo grških dram, Euripidesa, Sofoklesa. Prolog, razvoj, epilogos. Nimate spisa manuskriptnega v Evropi, ki je tako strukturiran. To je prvo. Smo ponosni? Poleg tega je bilo omenjeno, edini smo, ki govorimo še popolno dvojino, poleg sanskrt. Pa zares, zakaj? Zaradi tega, ker mislim, da tukaj okoli mene, jaz sem tukaj v sredi, me podpirajo 3 ženske dekleta. In tako je tudi za slovenski narod. Podpirale so vedno, ne vse 4, vseh 5 vogalov slovenstva, vedno ženske. V zavesti tudi izročilo se je prenašalo. Res, da so velmožje sedeli okoli tistih 12-16 kanov, ampak so bile tudi ženske. Edino ženska, da ne govorimo okoli leta, je tale vojvodinja. Hema, prekine se rodovna linija, ona lahko nadaljuje edina v Evropi. Je bilo to pravo tukaj, da se to leksika, karantanika nadaljuje rodovno, ona določi in je to veljalo. Tako so celski.
ne bi rekel inficirali, v pozitivnem smislu. Vse rodovne veje danes prisotne v Evropi, od Anglije, Skandinavije, Španije, so od celskih Veronike, ja, ženskih in še naprej, Barbare predvsem, ki je obvladala 5-6 jezikov. Najbolj so ji celo rekli, da je alkimist, ker niso vedeli, kaj bi, ampak so jo pustili pri miru. Samo toliko sem hotel reči, tako da smo premalo ponosni na to dediščino. Ja, seveda, kraljica je bila. Treh dežel. Cele srednje Evrope. In potem po vrhu še cesarica, leta 4400. Stoletnica njenega kronanja. Dobro, najlepša hvala. Zdaj pa še gospa Mojca Škrinjar, kaj vi menite o domoljubju in kako se odzivate na te diskusije? Jaz bi si želela še zlasti, prostite vsa cenjena publika, ki vas zelo cenim, ampak meni so mladi najbližje, še zlasti do njih moram biti iskrena in ves čas razmišljam, kako naj povem o domoljubju, da ne bi povedala na kičast način in da bi mi verjeli. Meni domoljubje pomeni to, ko z letalom priletim nad Gorenjsko in zagledam spodaj zelene travnike, recimo, da je to pomlad ali pa poletje, če ni zima, ne? In ti travniki niso nič drugačni kot tisti nad Švico ali pa nad Anglijo, tam je trava še posebej zelena. In čudovita jezera so na Finskem, prekrasen pogled dol z letala, prekrasen pogled na Švico. Čemu je ta trava in ta kot tukaj z enim samim jezerčkom, z cerkvico in potem še malce večjim jezerom, pa enim gor v Alpah, ki so vidni iz letala, zakaj me tako gane to? Potem se spomnim na tiste pomladanske dni, ko sem kot majhen otrok prinesla dekco na vrt v Šiški in to so bili lepi dnevi. Moja družina, ljubezen. Ljubezen je tisto, kar me veže na te konce, na izkušnje s temi ljudmi, na vse dobre in slabe. In zato je tisto, kar živali reši, so tropi, ker v tropih se obranijo. Tisto, kar ljudi reši pred lakoto, pred nasiljem, je povezovanje. In tisto, kar nosimo ves čas, od majhnega, tukaj jaz vidim domoljubje. In ganilo me je, ko je gospod rekel, bili smo tako veliki, res, do Dunaja smo segali. Še več, ampak do Dunaja krepko, danes smo tako majhni. In to nas so naših ust besede, kako smo majhni. Jaz pa pravim, postanimo spet veliki. Sežimo do Dunaja. In lani, 1. junija, sem ponosna izobesila zastavo. In moja zastava visi ves čas na moji hiši. Tukaj je Slovenija. Tukaj je Slovenija. Da si ne bi kdo mislil kaj drugega. In znam, in veseljem govorim angleško, nemško, francosko, latinsko, še kaj preberem, kdaj kakšno stvar, pa moram kakšno slovar vzeti. Ampak, in sem zato, da se vsi otroci naučijo čim več jezikov. Ampak Slovenija je moj jezik. Tako, ko mi je rekel enkrat moj ameriški prijatelj, ki mi zastopil besede slovensko, je rekel, ko te poslušam, seveda v angleščini, je rekel, kot da bi tekel potoček po skalah. To je to. Osredotočenost. Poskusite vzeti smisel si iz duše in osredotočenost iz duše. Postati razseljena oseba in boste prazni. To je bilo moje sporočilo mladim. Vedno rabiš neko jedro. In veliko atomov okoli, veliko elektronov okoli. Ampak jedro mora biti. Najlepša hvala, gospa Mojca Škrinjar, gospod Richard Bizjak,
gospa Alenka Bizjak. Jaz bi rekla samo še Bog oša to višat, razumete? Ja, razumem. Bog oša to višat. Osti, ja, Bog obišči to višavo, ali Bog blagoslovi to deželo. Ja. Najlepša hvala tudi vam za sodelovanje, za te aktivne pogovore in veselimo se, kako se je rekla Helena, mogoče še enkrat. Bog oša to višat. Hvala.